Številne te menjalnice, trenutno v ponedeljek 14.11. je 525 menjalnic po svetu, večina je registrirana nekje v nekih davčnih oazah, tudi v primeru FTX-a je bilo tako. Poslovanje v bistvu ni transparentno, ne vemo, kaj je v ozadju, težko pridemo do teh podatkov, kako se v bistvu prepričati o verodostojnosti kriptomenjalnic. Tudi konec koncev mogoče Bitstamp ali pa Kraken ali pa Binance, mogoče se kaj v ozadju kuha, kaj še ne vemo. Ja, odlično vprašanje. Jaz mislim, da se pravi, po bitki je lahko biti generala. Dejansko jaz mislim, Sam Bankman-Fried uspel celo industrijo prepričati v nekaj, kar je bilo zelo daleč od resnice. In to je v bistvu kolektivni poraz za industrijo in deležnike, da se je pač to zgodilo. Tako da ne pravim, da vsi bi mogli biti boljši. To ni dejansko, nažalost je temu tako. Zdaj pa kako ugotoviti, oziroma kaj bi lahko bili tisti dejavniki, na katerih lahko gradimo neko zaupanje, da menjalnica je, se pravi, da je legitimna, da ravna s sredstvi klientov tako, kot se spodobi. Tako kot se mora, seveda, popolna segregacija oziroma separacija sredstev klientov in tako naprej. Kako zagotovimo, da so sredstva varna. Zdaj, prva razmejitev bi bila lahko, ali ta menjalnica posluje onshore ali posluje offshore. In se pravi, kaj to pomeni? Onshore menjalnice načeloma smatramo tiste, ki delujejo, ki se pravi, imajo domicil in licenco v razvitih ekonomijah, kjer obstajajo, bom rekel, najbolj strogi regulatorni režimi z vidika finančne regulative. Se pravi, to delamo ZDA, Evropa in pa potem od azijskih, seveda Avstralija, Singapur, Hong Kong. To so te režimi, in se pravi onshore, offshore. In zdaj lahko gledamo, ali so te menjalnice, recimo Kraken, Coinbase, Gemini, Bitstamp, so recimo menjalnice, ki popolnoma delujejo onshore. Mi imamo entiteto v Luksemburgu, ki je regulirana, se pravi payment institution, se pravi plačilna institucija, potem tudi licence seveda v New Yorku. Se pravi, vaša sredstva so onshore, ne sedijo nekje na Sejšelih, in v neki neregulirani, se pravi, v neki neregulirani entiteti. Se pravi, druga zadeva je razlikovanje posledično med samimi licencami. Neka licenca pa brez zamere, ne vem, v Južni Afriki ali pa v Dubaju, verjetno ni enaka licencam, ki jih izdajajo, se pravi, organi v Evropski uniji in v ZDA. Se pravi, to je druga zadeva. Potem pa generalna transparentnost menjalnice, kje je sedež, te menjalnice, to tudi nekako veliko pove. Potem pa pravzaprav je treba že iti globje, po mojem mnenju. Ali gre v tem primeru za revidirano entiteto. Se pravi, ali je nek revizor, ki je finančne izkaze recimo potrdil. Kakšna je zgodovina te menjalnice, a je zelo na hitro nastala ta menjalnica, je to v zadnjih 2 letih zrastelo od 0 do, ne vem, 3 milijarde volumna na dan. Ker če je, pomeni, da verjetno, se pravi, da trgujejo proti svojim klientom, ali pa da imajo odzadaj neke, bom rekel, dogovore, da nekdo podpira to likvidnost na nek umeten način. Se pravi, da ta zadeva ni zrastla, bom rekel, naravno.